Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Janez Kovšca, vsi spoštovani poslanci Državnega zbora, predstavniki političnega in družbenega življenja, predstavniki verskih skupnosti v Sloveniji, spoštovani gospod škof in bratje duhovniki, sestre redovnice, predstavniki študijskega centra za narodno spravo, pa vojaški vikariat in vsi vi, dragi bratje in sestre, v tej stolnici smo se zbrali, ker nam ni vseeno. Ni nam vseeno za preteklost našega naroda in ni nam vseeno za preteklost naše Evrope. Ni nam vseeno za zgodovinsko resnico in ni nam vseeno za interpretacijo zgodovinskih dogodkov. Predvsem pa nam ni vseeno za ljudi, ki so bili del te zgodovine, nekateri kot tisti, preko katerih se je razvilo trpljenje in jim prinašalo bolečine, solze in smrt. Drugi pa kot tisti, ki so trpljenje povzročali in ga opravičevali kot sredstvo, ki vodi v boljši svet. Zbrali smo se v večeru 23. avgusta, ko obhajamo dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Datum je, kot vemo, izbran zaradi tega, ker sta se na ta dan spajdašila dva režima, enako totalitarna in enako brezobzirna. Nemški nacizem in sovjetski stalinizem. Hitlerjev zunanji minister Ribbentrop in Stalinov zunanji minister Molotov sta sedla za skupno mizo in podpisala sporazum, ki ga po njiju imenujemo pakt Ribbentrop-Molotov, čeprav sta seveda zadaj stala Hitler in Stalin. In čeprav je uradno šlo za pakt o nenapadanju med Nemčijo in Sovjetsko zvezo, je bil del sporazuma tudi tajen, skrit pred mednarodno javnostjo, in sicer o razdelitvi vplivnih območij med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. In ne samo iz tega, ampak tudi iz tega pakta, zlasti tega tajnega dela, se je nazadnje začela druga svetovna vojna z vsemi desetinami milijonov žrtev in z neizmerno. Tega je res nemogoče oceniti. Celo predstavljamo se težko. Neizmerno duhovno, kulturno in materialno škodo. Spet srečujemo že velikokrat videni vzorec. Za fasado dogovarjanja se skrivajo pohlepni interesi, ki se hočejo polastiti tujega dobrega. Potem pa to opravičujejo z govorjenjem o ogroženosti, o zaščiti naroda in še mnogih drugih utemeljitev, ki pa so pesek v oči in jim nihče ne verjame. Razen tistih zaslepljenih. Tudi to je skrivnost. Kako uspe nekemu totalitarizmu, nekemu diktatorju zaslepiti toliko ljudi, tudi izobraženih, kultiviranih, razumnih in slepih. Ti ljudje življenje spremljajo skozi diktatorsko propagando, ne pa z lastnim preudarnim in kritičnim presojanjem ne le besed, pa predvsem dejanj,
kajti Jezusova beseda je veljavna, po njihovih sadovih jih boste spoznali. Vedno me najbolj pretrese dejstvo, da se zlo zaveda hudobnosti in nesprejemljivosti svojega ravnanja. Zlo se tega zaveda. In zato ga skriva. S tajnimi dogovori, s tajnimi uradnimi listi, s pregradami, za katerimi skrije svoj zločin, s preganjanjem molitev in sveč na krajih zločina, z globokim, gluhim, prisiljenim Bogom, za katerega skušajo skriti svoje dejanja. Zlo ve, da je njegovo ravnanje zločinsko, pa se vendarle odloči zanj, ga ognjevito zagovarja in ga je pripravljeno pripeljati do konca. Ampak konec zla je vedno njegovo sesutje vase. To smo lahko videli tudi ob propadu komunizma v drugi polovici prejšnjega stoletja. Ampak prej pa se redi ob zločinih, ki jih masovno povzroča. Ta pakt, ki je vodil drugo svetovno vojno, v to dosedaj največjo morijo na naši zemlji je bil povod, da je leta 2009 Evropski parlament z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu današnji dan, 23. avgust, posvetil vsem žrtvam totalitarnih in avtokratskih režimov. V tej resoluciji je Evropski parlament spomnil na nekaj dejstev, ki so pomembna. Da namreč noben politični organ ali politična stranka ali kakšna druga organizacija nima izključne pravice do razlage zgodovine. Žal lahko vidimo, da pogosto ne gre samo za razlago zgodovine, ampak za nasilje nad zgodovino, ker se mnogo odkritih dejstev ne upošteva in se vsako novo spoznanje razglaša za revizijo in potvarjanje zgodovine. Potem, da je bilo evropsko združevanje odgovor na trpljenje, ki sta ga povzročili svetovni vojni, nacistična tiranija, ki je pripeljala do holokausta in širjenja totalitarnih in nedemokratičnih komunističnih režimov v srednji in vzhodni Evropi. Združevanje je odgovor na zlo. Povezanost, sožitje, medsebojno spoštovanje. In da je treba ohraniti spomin na tragično preteklost Evrope, da se počastijo žrtve, obsodijo storilci in položijo temelji za spravo, ki bo temeljila na resnici in spominu. Naše spominjanje na trpeče in pomorjene ljudi ne sme obstati na mestu, ne sme biti zgolj spominjanje. Nedvomno je spomin izredno pomemben. Tako zelo pomemben, da ugrobitev spomina predstavlja dodatno krivico v vrsto tistih, ki so bile že povzročene. Damnacijo memorije ni na rimski senat omejena praksa, ampak so jo pridno uporabljali vsi totalitarni režimi. Dominiranje brezen in zažiganje arhivov. Vse to je uničevanje spomina, kraja spomina, ubijanje spomina. Pravica do spomina je tudi pravica do groba. Še vedno ostajajo kreoni, kralji, ki prepovedujejo pokop žrtev, vendar pa, hvala Bogu, ostajajo tudi Antigone, ki ne morejo drugače, kot da poslušajo glas srca in si prizadevajo
da bi vsi pokojni našli svoj kraj miru in čakanja na vstajenje. Ko spregovori srce, ga ni mogoče utišati ne z aroganco, ne z zakoni, ne z avtokracijo, ne z nadutostjo. Srce je, če je vredno tega imena, pripravljeno pretrpeti tudi mučeništvo, ne more pa zatajiti samega sebe. In zato nocoj s posebno pozornostjo poslušamo Jezusove besede pismoukom in farizejem. Očita jim, da so opustili tisto, kar jo postavi najbolj pomembno. Pravičnost, usmiljenje in zvestobo. V katerem koli totalitarnem sistemu bi zaman iskali katerokoli teh kreposti. Kjer domuje zlo, tam pravičnost ostaja zunaj, beračica, zasmehovana, preganjana in zavržena. Pravičnost je v najtesnejšem sorodu s pravom. Že prej pa smo rekli, da totalitarizmi svoje dejanja skrivajo, ker niso pravična, ker niso skladna s tem, kar je prav. A samo pravičnost, ki je naslonjena na resnico, more zagotoviti, da se dobremu reče dobro in da se zlu reče zlo. Samo na resnico naslonjena pravičnost je porok, da dogodke, dejanja, pojave in tudi osebe poimenujemo s pravimi imeni in jih prikažemo v pravi luči, kakor poudarja naš Jančar. Pravičnost je lahko doma samo tam, kjer živijo pošteni ljudje, ki so sposobni sprejemati resnico o drugih in resnico o sebi. Skupaj s pravičnostjo pa moramo skrbeti tudi za usmiljenje. Pravičnost brez usmiljanja se izrodi v pravičništvo, ko v vnemi za pravico začnemo biti krivični. Pravičnost brez usmiljanja se nujno konča v kaznovanju. Pravičnost z usmiljenjem pa prizna resnico, obenem pa odpira prostor za priznanje, za kesanje in za spreobrnenje. S tem pa za svobodo in prihodnost. Usmiljenje nikoli ne obrne oči proč od dejstev, vendar pa po drugi strani nikoli, zares nikoli ne izgubi izpred oči človeka. In za človeka gre. Če iščemo drobce resnice, da z njimi dopolnjujemo zgodovino, če se spuščamo v brezna, da iz njih prinašamo tiste, ki so bili vanje pometani, če skrbimo za grebove, da bi vanje položili pomorjene, da bi tako postali kraj srečanja živih in mrtvih. Tega ne delamo, ker smo zgodovinarji, jamarji ali pogrebniki, ampak zaradi tega, ker smo ljudje in zaradi ljudi. Naj to razmišljanje zaključim splošno k Bogu. Naj nam pomaga, da bomo ostajali zvesti tistim vrednotam, ki so med našim narodom zrasle iz Jezusovega evangelija in vztrajne molitve naših prednikov. Gospod, pomagaj nam, da bomo drug drugemu ostajali ljudje in usmili se nas. Amen.